se izteka, smo bili priča vremenskim ekstremom. Sneg v aprilu sicer ni redek pojav, no smo pa prvič pred 22. aprilom zabeležili 30 stopinj Celzija. Prav segrevanje ozračja, posledica onesnaževanja s fosilnimi gorivi, povzroča podnebni kaos. Vendar vse še ni uničeno in izgubljeno. In kaj lahko sami storimo za omejitev izpustov toplogrednih plinov, koliko jih kot posamezniki sploh proizvedemo? To si lahko izračunamo v novem kalkulatorju ogljičnega odtisa fundacije Umanotera. In prav jutri je Svetovni dan Zemlje, ki kliče na pomoč, zato smo v fokus postavili ogljični odtis. V takšni Sloveniji bomo živeli konec tega stoletja, morda že prej, če glede podnebnih sprememb ne bomo hitro in odločno ukrepali. Ne gledamo daleč v prihodnost, gre za čas, ki ga bodo doživeli današnji otroci. Z razogljičenjem preprečimo nadaljen dvig temperature. Preprečimo razne možne ekstremne scenarije dviga temperature. Vse je v naših rokah. Sem poskušal napovedati prihodnost, imel sem pa v mislih tako 150 let, 6 generacij za mano, pa se je nam to že skoraj zgodilo. V Sloveniji vsako leto povzročimo okoli 8 ton ekvivalenta CO2 izpustov toplogrednih plinov na osebo. Za omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb bi morali letne izpuste zmanjšati na 1,5 tone na osebo. Ker se večinoma vozim s kolesom, je moj ogljični odtis nižji, kot bi bil, če bi se vozila z avtomobilom. Ampak to je le del odtisa, ki ga puščam s svojim življenjskim slogom. Kako si izračunam celega in predvsem, kako ga lahko znižam, mi bodo pojasnili v Fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera. Živijo! Dobar dan, živijo. Živijo, jaz sem Teja. Gaja, kar naprej. Hvala. Na Umanoteri so razvili nov kalkulator ogljičnega odtisa. Njegova posebnost tudi v svetovnem merilu je, da upošteva tudi sistemske izpuste toplogrednih plinov. Se pravi, to so tiste emisije, na katere nimamo neposrednega vpliva, ampak pripadajo našemu podnebnemu nahrbtniku. Se pravi, emisije, ki prihajajo iz delovanja javnega sektorja, podjetij, transport, recimo blaga, industrijski procesi. Vse to namreč vsi koristimo in zato delež pade tudi v naš odtis. Lahko pa vplivamo na druge kategorije, porabo energije doma, osebne, javne in letalske prevoze ter hrano. Pri vsakem segmentu vidimo natančno, koliko prispeva k našemu celotnemu odtisu. Pri letalskih prevozih je rezultat vsaj zame šokanten. 2 leta v London in nazaj v zadnjem letu. Kar veliko. Recimo enosmerni let v New York nam pravzaprav že sam ta let celo ogljično kvoto, ko imamo za celo leto na posameznika odnese. Svoj ogljični odtis spremlja tudi predsednik Slovenskega podnebnega sveta in profesor meteorologije Žiga Zaplotnik. Se dobro zavedam, da je recimo letenje zelo pomemben dejavnik in posledično ne letim. Ker trenutno dela tudi v Bonu, kjer je del raziskovalne ekipe pri Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi, to pomeni, da se tudi tja vozi z vlakom, čeprav to pomeni 12 ur vožnje v eno smer, ker s tem prispeva k razogljičenju družbe, ki je ključna za zaustavitev globalnega segrevanja. Lani je bila namreč globalna povprečna temperatura že 1,45 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Če pogledamo Slovenijo, se je ta ogrela še bistveno več, za nekje 2,4 stopinje Celzija. To se ne zdi veliko, vendar je. Z vidika slojevitosti ozračja to namreč pomeni, da so se klimatski pasovi spremenili za približno 400 metrov. To je pa kar signifikantno. Lahko si mislimo, da ima recimo neko sredogorje na 1000 metrih nadmorske višine, danes podobno klimo, kot jo je recimo nekoč imelo neko območje, ki je bilo recimo na višini 600 metrov. Kar že močno občutijo na večini slovenskih smučišč. Teh 400 metrov pa veliko pomeni tudi z vidika časovnega premika klimatskih pasov. Ti pasovi so se že približno premaknili za 14 dni, torej lahko rečemo, da se zima začne 14 dni kasneje, kot se je nekoč začela, oziroma se konča 14 dni prej. Za poletje velja ravno obratno. Začne se 14 dni prej in konča 14 dni približno kasneje. Pa to tudi hkrati pomeni, da so julijske temperature recimo bistveno više.
Poleg tega takšen dvig temperature pomeni, da je v zraku večja količina vodne pare, ki omogoča močnejšo kondenzacijo v atmosferi, več sproščene latentne toplote, močnejše vzgornike. Posledično lahko tudi večja toča, močnejše nevihte in nasplošno močnejši ekstremni vremenski dogodki. In to že opažamo ne le pri nas, to kažejo tudi meritve na večjem delu Srednje Evrope. Večina Slovenk in Slovencev se zaveda, da gre za posledice podnebnih sprememb, ne pa vsi. Raziskava Slovensko javno mnenje, ki so jo izvedli med lanskim novembrom in letošnjim februarjem, je pokazala, da so po mnenju 73% vprašanih ekstremni vremenski pojavi, ki smo jim priča v zadnjem času, posledica podnebnih sprememb. Da vremenski pojavi niso povezani s podnebnimi spremembami, jih je prepričanih 19%, 7,5% pa jih o tem nima mnenja. Time is running out. Opozarja Filip Kapadija v kratkem filmu o podnebnih spremembah. Če se bo globalna povprečna temperatura dvignila nad 1,5 stopinje glede na predindustrijsko obdobje, se lahko sprožijo povratne zanke v klimatskem sistemu, ki bi povzročile še močnejše ogrevanje. Vendar se takšni prihodnosti še lahko izognemo. Hamo in Tribute to Love s to pesmijo ne želijo še več vročih in sončnih dni. Nasprotno. Komad ima tako repno, šele zdaj počasi prihaja moj sarkazem do izraza, no? Tako da me veseli, ne. Tudi če ga čez 5 let šele poštekajo, bo še zmeraj aktualen. Matevž Šalehar Hamon si je svoj ogljični odtis prav tako izračunal na Umanoterinem kalkulatorju. Zračunal sem, gledam v tla, nisem prav zadovoljen. Mislim, številke so recimo da povprečne, ampak sem dobil nek dober vpogled, malo primerjalno, koliko kilc predelam. Rezultat ga je presenetil in ga spodbudil k razmišljanju, na katerih področjih lahko prihrani izpuste. Predvsem tele vožnje z avioni so me presenetile, ne, da se zdaj prav z jeti vozim na špile, ampak bolj na morje in bom mečken manj sedakem bližje jet, pa je ravno tako lepo. Pa mogoče bom tukaj za kakšno tono zmanjšal zadevo. Prav to, da dobiš občutek, koliko s čim prispevaš k koncu sveta, se mu zdi odlična stvar pri tem kalkulatorju. Si težko zatiskamo oči, ne, da ne vem, globalnega segrevanja ni, zanikamo, da se nič ne dogaja, ne, niti se dogaja. Nažalost, ni več treba gledati v prihodnost. Lani smo opazili, ker nam je 10 koncertov odplaknili v 2 vikendih in pa smo še 6 dobrodelnih odigrali. Te sezone ne bi ponavljali, če se da, mislim, že bolj zaradi ljudi, ki jim je voda res vse uničila. Pomembna kategorija je tudi hrana, kjer je ključno, koliko rastlinske ali živalske hrane zaužijemo. Recimo več kot 10 dek na dan je velika poraba mesa. En dan ribe, pa 3 dni vegetarijansko, 1,68. Če bi vsak dan jedla velik delež mesa, se pravi nad 10 dekagramov in en dan vegetarijansko, bi številka znašala 2,45. Se pravi praktično, skoraj 2. Kako pomembna je hrana, ko gre za okolje, se zelo zavedajo tudi v hiši kulinarike Jezeršek. Povprečen človek ne bi na dan sprejel 200 prehranskih odločitev. Od tega, ali bo jedel, kaj bo kupil v trgovini in tako dalje. In ni potrebno takoj pristopiti radikalno, ker gre za naše življenjske navade, ki jih moramo trajno spremeniti, se jih lahko lotimo postopoma. Slovenci smo v nedeljo navajeni, da pojemo govejo juho. In recimo pri nas doma goveje juhe ne kuhamo več, ampak smo jo samo nadomestili z kurjo juho, ker pač perutnina v primerjavi z govedino ima bistveno manjši ogljični odtis. Drži, da je meso del naše slovenske kulture in tradicije, vendar pa se moramo zavedati, da je bila ta tradicija včasih veliko bolj trajnostna. So včasih ljudje jedli meso morda enkrat na teden, 2-krat na teden, zdaj ga pa jemo praktično 3-krat na dan. V naši družini ultraprocesiranih mesnih izdelkov ne kupujemo, z veseljem pa pojemo kvalitetno suho-mesnat izdelek morda enkrat na teden, ne pa pač vsak dan za zajtrk. Poskusno so začeli s sistematičnim merjenjem ogljičnega odtisa za njihove catering storitve na dogodkih ob predpostavki, da zavržena hrana predstavlja enega največjih okoljskih problemov. Naprimer, merimo zavrženo hrano z pomočjo pametnih tehnic, ki prepoznavajo vrsto zavržene hrane z pomočjo umetne inteligence.
Moj ogljični odtis je 7,78 tone ekvivalenta CO2 in je podoben odtisu povprečne Slovenke. Je pa to vseeno 7-krat več, kot bi lahko vsak izmed nas imel, da bi dosegli podnebno nevtralnost. Največ lahko prihranimo pri letalskih prevozih, življenju brez avtomobila in prehrani. Srednje velike prihranke dosežemo z obnovljivo elektriko v gospodinjstvu, toplotno izolacijo doma in preprečevanjem odpadkov. Manjše prihranke pa predstavljajo prehod na LED sijalke, izključevanje elektronskih naprav, pranje perila na 40 stopinjah, sušenje na zraku in posaditev drevesa. Na 4 tone, ki nam v Sloveniji avtomatsko pripadajo zaradi sistemskih emisij, pa nimamo neposrednega vpliva. Slovenija sicer pridela 0,5% vseh emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. Od leta 2005 jih zmanjšujemo počasneje od povprečja v Uniji, česar se zaveda tudi minister za okolje Bojan Kumer. Po mojem, da je Slovenija v preteklih nekaj let, desetletjo kar veliko zaspala pri sistemskih ukrepih. Se pa v zadnjem času dogajajo večji premiki na področju večjega pridobivanja sončne energije, dodaja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Prav tako se premika v javnem potniškem prometu, kjer pa smo še daleč od željenega cilja in kjer je potrebno še veliko sistemskih ukrepov, pravi minister. 37% emisij gre iz prometa in ta del moramo z javnim potniškim prometom, z električno mobilnostjo, s trajnostno mobilnostjo, s kolesom, s tem sistemskimi ukrepi na eni strani, drugi strani pa z spodbujanjem. Ne s prepovedi, ne z omejevanji. Z rezultatom svojega izračuna ogljičnega odtisa ni bil zadovoljen, znaša namreč skoraj 12 ton ekvivalenta CO2. Čeprav poskuša čim več uporabljati javni potniški promet, se vozi s hibridnim vozilom in se doma ogreva s sončno energijo. Letala, službene poti, Bruselj, bilo je kar nekaj teh letal. Tega nisem vedel, da tako veliko vpliva. Prav v Bruslju na evropski ravni se sprejme kar 80% vse okoljske zakonodaje. Zato lahko, na primer, z udeležbo na evropskih volitvah pomembno vplivamo na sistemske emisije. 20-letna Maša Cvetežar iz Gibanja Mladi za podnebno pravičnost pripada generaciji, ki se je že rodila v čas podnebnih sprememb in ki s strahom pred prihodnostjo sveta živi od rojstva, zaradi ravnanj generacij pred njimi. Meni se zdi odgovor na to neka, mi temu rečemo, revolucionarna jeza, da pač vso to tesnobo in gnev zaradi nepravičnosti in vsega, kar opazimo v svetu, da se organiziramo, da se pač povežemo s podobno mislečimi, da širimo to svojo neko upanje ali pa neko vizijo boljšega sveta. Poudarjajo pomen sistemskih sprememb, ne le odgovornost posameznikov. Vidimo, da pač država in institucije nas ne slišijo oziroma nas ne nočejo slišati, ker še vedno delajo v interesu kapitala. V končni fazi lahko imamo neke minimalne spremembe ali znotraj parlamenta ali znotraj Evropske unije, ampak v končni fazi smo še vedno v prostotržnem kapitalizmu, ki še vedno nas sili v pač gospodarsko rast, dejansko ne izpolnjuje človeških potreb. Minister Kumer meni, da mora pri nas še dozoreti razmišljanje, da so gospodarske družbe in ljudje za skupen planet na isti strani. Če rečemo, da so gospodarske združenje strani kapitala, ga moramo z podnebnimi politikami privabiti, da bomo lahko delovali v podnebno čistem okolju v prihodnosti. Trajnostno življenje je stvar preživetja. Naš trenutni način enostavno ni vzdržen. Hkrati pa spremembe, ki so nujne, ne pomenijo slabšega življenja in nenehnega odpovedovanja. Nasprotno, kakovost življenja se nam lahko celo dvigne. Dobro življenje ne pomeni samo, da imaš ti več denarja, s katerim si lahko več stvari kupiš, ampak je point v tem, da bi imeli več prostega časa, ki bi ga lahko kvalitetno preživljali na nekih javnih površinah. Mladi za podnebno pravičnost kritizirajo pristop od zgoraj navzdol, se pravi vsiljevanje nekih politik strani bodisi države ali Evropske unije na posameznike, saj da te politike niso prilagojene potrebam navadnih ljudi. V smislu, če mi obdavčimo bencin, to bomo plačevali mi, ki se moramo še vedno furati z avti, da pridemo na šiht, da lahko preživimo, torej dejansko nimamo izbire in to je eden od primerov neke politike, ki pač jih mi nasprotujemo. Tudi če bi bila recimo dobra za okolje. Napredek je, stvari se premikajo. Že zdaj lahko rečemo, da smo se glede na politike in zaveze izognili scenarijem, po kateri bi globalna povprečna temperatura narasla za 5 stopinj in več, pojasnjuje dr. Zaplotnik. V Evropi smo na dobri poti. Če pogledamo recimo Združeno kraljestvo, je raven premoga na ravni uporabe premoga na začetku industrijske revolucije. Mladim ne manjka upanja in zagona. Jaz opažam sploh zdaj v zadnje recimo pol leta fulenga zagona s tem študentstvom, da je neka energija, da je neka želja pa upanje. Veliko razmišljam o tem, imam otroka, ki je treba pustiti svet za njih
boljši, kot smo ga dobili, ne? To bi bilo fair. Posameznik mora prispevati, ampak seveda rešitev je na koncu kombinacija tehnoloških, sistemskih sprememb, kot tudi osebnih naporov. In najbolj črn scenarij še vedno lahko preprečimo. Zagotovo vemo iz raznih študij o klimatskem sistemu, da bodo temperature prenehale naraščati praktično takoj, najkasneje v desetletju potem, ko zmanjšamo emisije toplogrednih plinov. Rast temperature je torej odvisna od vseh nas, razogljičenje pa je nujno. Vse je v naših rokah in ne, ni še vse izgubljeno. Zdaj pa še pogled v nadaljevanje oddaje.